Jaz sem Metod Jurhar, prihajam iz Medloga, to je blizu Celja. Nogomet igram že od svojega 7. leta. Začel sem v tem klubu, v NK Celje, to je moj prvi klub. Jaz sem že prej, tudi ko sem bil še mlajši, sem rad. Tak, s prijatelji v vrtcu smo radi nogomet igrali, potem je pa prišlo do tega, da se je moj sosed Vice upisal na nogomet in ko sem jaz to zvedel, tudi sem normalno jaz tudi mogel začeti trenirati. Na začetku vsekakor bolj igraš, sem začel trenirati iz ljubezni, mislim bolj za igro, da se sprostiš, uživaš s prijatelji. Pol pa postaja vse nekako bolj resno in pol tudi, ne vem, tam pri ne vem katerih letih, pol sem videl, da bi pa mogoče lahko nekaj mi ratalo. Mislim, da sem bil na začetku 2 meseca mogoče igral, zato takrat naprej sem pa skozi vratar. Začel sem kot vratar in mi je bilo to nekako vedno všeč. In tudi sam sem se nekako najboljše počutil na golu, zato sem pri tem tudi vztrajal. To je bil moj prvi cilj že od mlajših selekcij nogometne šole. Mislim, da je veliki večini fantov prvi cilj to, da enkrat zaigrajo za prvo ekipo NK Celje. Vzornikov imam v bistvu več, zdaj da bi lahko rekel enega, da se sam po njem zgledujem, nimam. Zgledujem se najprej po Janu Oblaku, imam pa tudi drugih več vratarjev, od katerih skušam potegniti najboljše. To so Casillas, Buffon, De Gea. Veliko sem se pa tudi naučil od mojega bivšega soigralca Matica Kotnika in pa od mojega mentorja Amela Mečinoviča. Najbolj pri srcu mi je Barcelona. Razlika definitivno je. Mi imamo svojega trenerja Amela in tudi na treningu, velik del treninga treniramo z njim. Tako da imamo tudi prilagojen trening, svoje vaje. Ja, Amel je vsekakor izkušen vratar. Veliko se lahko od njega učimo, tudi on se trudi, da nam pomaga, da nam svetuje, mogoče tudi s svojimi izkušnjami nam pove kak dogodek ali pa kaj iz svoje kariere. Velikokrat pa nam tudi pomaga s kakimi takimi čisto življenjskimi nasveti, ne mogoče samo iz nogometa. Krstnega nastopa se dobro spominjam, čeprav smo takrat izgubili. Prejel sem 3 zadetke, ampak je bilo vseeno zelo lepo. Z Gorico smo igrali, Celje Gorica. Takrat tisto tekmo sem branil zato, ker sta se poškodovala in Matic in Amel. Zdaj pa ja, vsekakor sem tudi jaz zelo vesel, da sem do te priložnosti prišel in probam jo maksimalno izkoristiti. Je pa iz tekme v tekmo lažje. Na začetku prve tekme nisi tako sproščen, mogoče je tudi težje sploh za vratarja, zdaj pa je z vsako tekmo dobivam na samozavesti in mi je dosti lažje. Jaz sem z svojimi predstavami lahko rečem zadovoljen. Vem, da je bilo še veliko stvari, ki bi jih lahko popravil. Vem, tudi z Amelom smo se pogovarjali, da je bilo dosti stvari, na katerih še moramo delati, ki bi jih lahko popravil. Ampak tako sem tudi že rekel večkrat, da je to, te rezultati so posledica cele ekipe. Mislim, da smo v zadnjem času v obrambi dobro delali. Moramo še sam malo popraviti se v napadu, vsi od prvega do zadnjega, pa bo to. Ja, vsekakor je te tekme zelo lepo igrati. Proti Mariboru v Ljudskem vrtu malo večje število ljudi, prav tako tudi pred Olimpiji, dobra ekipa. Je mogoče malce drugače, ampak mi kot nogometaši se moramo na vsakega nasprotnika pripraviti enako, tako da tudi če igraš s kako drugo ekipo, ki pa je mogoče v tem trenutku malo nižje na lestvici, moraš biti maksimalno zbran in pripravljen. Ja, tukaj v Laškem se dobro počutimo, z ekipo, s strokovnim štabom se dobro razumemo, hotel je super, sobe so urejene, hrana je vrhunska, osebje prijazno. Tako da mislim, da nam bo to tudi prav prišlo mogoče tudi pri rezultatih in nadaljnji v sezoni.
V sobi sem z vratarjem Matjažem Rozmanom. Drugače se dobro razumemo, edino po noči imamo probleme, ker smrči zelo na glas in ne morem spati. Smrči kot traktor. Za vzdušje ekipi, nekako mislim, da je vzdušje po ekipi že samo po sebi dosti dobro. Vsi igralci se med sabo dobro razumemo. Drugače pa tu, ne vem, kako dobro šalo pove kdaj Žinko. Prav tako tudi Matjaž ne špara svojih besed, tako da se imamo lepo. Mislim, da se najdlje urejata David Mayer. On je res skrbi za svoj izgled. Ja, za glasbo v garderobi pa skrbi Amadej Brecelj, ki res pozna vse glasbene zvrsti. Ja, rad spim, ja. Spim, koliko se da. Jem pa tudi rad, ja. Na prvem mestu je, moram reči, družina. Cela družina me spremlja in podpira. Prav tako pa tudi tu prijatelji in v bistvu znanci, bivši soigralci, trenerji. Zaenkrat bi se rad tukaj ustalil v tej ekipi in prikazal čim boljše predstave, pa bomo pa videli, kam bo to peljalo. Ja, gledamo iz tekme v tekmo, na vsaki si želimo zmagati, cilji so popraviti naše napake, izboljšati stvari, ki jih že zdaj delamo dobro. Nekako kot cilj te sezone bi pa jaz osebno nas rad videl na mestih na lestvici, ki vodijo v Evropo. Rad bi povabil gledalce, da nas pridejo podpreti na tekme. Mlada ekipa potrebuje podporo, ki bo zelo dobrodošla. Nič, to je bilo za danes vse iz moje strani, iz Laške Termane. Držite pesti, da Rozman danes ne bo tako glasno smrčal, pa se vidimo.